Ko se odpravljamo v gore, je naša prva skrb, kako izbrati primerno obutev, kar pa lahko predstavlja danes velik problem, predvsem v poplavi bogate izbire obutve na trgu. Zato bomo v kratkem predstavili tiste najpomembnejše kvalitete kvalitetnega, dobrega planinskega čevlja. Pa si bomo pogledali, kakšni so primerni čevlji za hojo v gore po zimi. Bom izbral te, katere najpogosteje vidimo pri pohodnikih. Ja, tudi takšni čevlji so lahko prava izbira, vendar mora biti temu primerno izbrana tudi planinska tura. Recimo tukaj na veliki planini, kjer ni možnosti zdrsov, padcev, kjer ni globokega snega, lahko brez težav vzamemo tudi takšne čevlje. Pomembno je le, da imajo kvaliteten podplat, svetujemo vibran podplat in pa naj bo nekoliko trši in pa torzijsko stabilen, pa seveda, da ne premočijo, naj bo neka Gore-Tex membrana oziroma neka druga vodo neprepustna membrana. Pomembno je tudi, da je notranji vložek planinskega čevlja anatomsko oblikovan, s tem preprečimo razne poškodbe na podplatu in pa seveda žulje, pa naj bo na vezalke, se pravi, da lahko čevelj dobro zavežemo, ne na ježke. Ko se odpravljamo nekoliko više ali pa ko pokrajino pokrije globok sneg, je pomembno, da vzamemo visoke planinske čevlje. Zakaj visoke? S tem prvič zaščitimo, da nam sneg zgoraj ne pada v sam čevelj in da nismo potem seveda mokri, da nam noga ne zmrzuje. Pri planinskih čevljih je zelo pomembno in tudi ključno, da ima dobro narebran podplat in trd podplat, se pravi, ki se ob obremenitvi ne zvija. S tem dosežemo varnost pri sami hoji. Namreč, ko mi stopimo v snežno gas, bomo s tem obdržali tudi položaj, se pravi, čevelj nam v tem primeru ne bo zdrsnil. Predvsem pomembno je pa, da so lahki. Namreč vso težo, ki jo nosimo na nogah, seveda izgubljamo tudi energijo. In pa kasneje, ko svet postane nekoliko težji, ko se odločimo morda za kakšne težje gorniške podvige, vsekakor sodijo k temu tudi še boljši, kvalitetnejši čevlji. Tukaj govorimo o kvaliteti predvsem še v tršem podplatu, namreč, ko na takšen čevelj namestimo dereze, nam ne smejo več pasti dol, hkrati pa tudi boljše izolacijske sposobnosti čevlja. Takšnem čevlju smo lahko tudi po več ur, tudi na miru lahko stojimo v snegu in nas ne sme zebsti. Se pravi, takšne kvalitete čevelj mora biti za višje gore, zahtevnejše ture in pa tudi zahtevnejše plezalne ture.